Madžarska še trdno v komunističnem režimu. In se seveda drama se ukvarja z različnimi tematikami. In sicer je bila Pinter nekoč dejal v nekem intervjuju, da je osrednja tema njegove igre so labirinti laži, nikoli povedali resnici in skrivnosti, ki seveda zastupljajo vse človeške odnose. In seveda nezdrava zveza med posameznikom in politično močjo na drugi strani. Pinter je tudi rekel, da se je odločil, da bo dramo napisal, ker je želel opisati življenje posameznikov v družbi za železno zaveso, kajti na Madžarsku še vedno niso objavili seznama ljudi, ki so sodelovali s takratnimi varnostno-obveščevalnimi službami. Tako je osnovna tema drame lik Ištvana Balavana, ki v začetku predstavlja priznave psihiatriji, temu so varnostno zaslužovanje in so ga zato seveda potem imeli tudi v vesti, da je moral v bistvu uvajati in izdajati svoje prijatelje, ki so se ukvarjali z samim zakon, torej ilegalnim časopisom. In igra seveda govori o človeških odnosih, o razpadanju zakona, o ločitvi, o pedofiliji, o odnosu otrok znotraj neke nove zveze iz prejšnjega zakona in tako dalje. Se reče, odkrija vrsto vprašanje izjemno aktualno. Hkrati pa je za Pinterja značilno, da vse tudi te črne in izjemno težke človeške situacije predstavlja na izjemno dinamičen, hkrati tudi duhovit, odgovoren način. Zato mislim, da je ta predstava, katere recimo smo neko obdobje bili doživeli v, bom rekel, ne enakem režimu, kot v Madžarskem, in tako vseeno v nekem strožjem režimu, da je seveda aktualna z več strani. Po eni strani zato, ker govorimo o nekih dogodkih, ki si jih bo večina obraznih publike še zelo dobro spomnila, po drugi strani, ker obravnava obče človeške odnose, ker nam daje zamisliti, kakšna situacija lahko posameznik pripelje do tega, da naredi stvari, za katere bi verjetno posebno, da je nikoli v življenju ne videlo. In hkrati je seveda izjemno dinamična niha med dramo, tragedijo in komedijo.